V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo podvodni fotograf in popotnik Andrej Voje predstavil dokumentarni film Podvodno kraljestvo v deželi faraonov. Film nas popelje v čarobni svet Rdečega morja, kjer skozi oči morske želve spoznamo bogat ribji svet, koralne grebene in krhko ravnovesje narave. Avtor v projekciji spregovoril tudi o svojih doživetjih in izzivih podvodnega snemanja. Več o dogodku gospod Andrej. Že dalj časa se potaplja, torej že več kot 30 let. Pred približno 10 leti sem svoj podvodni fotoaparat zamenjal za podvodno kamero in zato sem se odpravil na Rdeče morje, ki je Evropi najbližje tropsko morje, in tam iskal motive in tako v bistvu sestavljal mozaik. Pri tem delu je bistveno lažji del posla snemanje kot pa urejanje in pač sestavljanje zgodbe. Vsega skupaj sem bil 4-krat v Egiptu. Za mano je približno 100 opravljenih potopov v Rdečem morju s kamero, približno 30 ur posnetega materiala. Koliko ur sem to urejal? Neskončno, ne vem. V tem filmu sem to, upam, da uspel skozi zgodbo, ki jo pripoveduje želva. Je pa tudi želva v tem filmu opazila, da v zadnjem obdobju, torej v zadnjih desetletjih, na koralnem grebenu srečuje bitja, ki jih prej nikoli ni, srečevala med svojim potepanjem po koralnih grebenih. Skratka, to smo mi, ki vstopamo v njen svet. Na žalost se ne znamo obnašati. Velika večina se do koralnih grebenov odgovarja, torej obnaša zelo neodgovorno, pa tudi nasploh do morja, ne? In nad tem se tudi želva malo pritožuje na koncu filmu. Tako da moje sporočilo je, da moramo čuvati morja, čuvati koralne grebene, ker koralni grebeni so srce vsega življenja v morju in nenazadnje tudi skozi evolucijo smo verjetno bi prišli iz morja, tako da se bomo mogoče tja vrnili, pa bi bilo zelo lepo, če bi se lahko vrnili v ta svet, ki je tako čudovit, ne pa, da bo to nekoč opustošen svet.